Tokratni vlog je namenjen bolj tehničnim dušam, ker so na Švedskem kratki dnevi in ker je precej divjadi, ima večina avtomobilov namontirano tako dodatno dolgo luč. Na servisu so nama dali predračun za 250 € za montažo, tako da sva se odločila, da bomo za to poskrbeli kar sami. Zdaj, siguren se je kdo vprašal, zakaj bi se tega lotil sred zime in ker bedak bi to počel. In se v principu čisto strinjam, tudi jaz bi si to mislil, ampak žal, ko sva to luč kupila, mislim, da jeseni enkrat, septembra, oktobra, sva se napolno ukvarjala s prenovo, tako da se res nisem imela časa ukvarjati s takimi netok urgentnimi stvarmi. Zdaj nas je pa glih prešla ena malo toplejša fronta, tako da je komaj malo pod nulo zdajle, tako da je to dober čas, da se tega lotam. Zaradi dveh razlogov, da me ne bo zeblo, to je prvi razlog, drugi razlog je pa tudi, da po zimi v -15 je vsa plastika precej trda in taka ranljiva, zelo hitro poč, tako da v tistem času res ne bi se zdaj bal pa kaj polomil. V glavnem, ta luč izgleda takole. Jaz sem to že malo sestavil noter, zato da bom imel zunaj na mrazu čim manj dela. Tale plošča se v bistvu zadaj za registrsko tablico pritrdi, potem imaš pa možnost to postaviti takole. Lahko postaviš tudi tako pod registrsko, samo če je pod registrsko, pol ne moreš uporabiti telih nosilcev, ampak pridejo taki drugačni, tako tle iz strani. Tako da ja, včeraj sem malo probaval in sem ugotovil, da bi najbolj izgledali takole. Prav spredi najbolj bi izgledali in tudi višji bo luč prišla, kar bo boljša svetilnost in kabel bo lažji not speljati, tako da v vseh pogledih bo lažji. Zdaj, kar je prva stvar, ki je treba narediti, je, da moramo vzeti tablico dol in nekako zdaj to zadaj za tablico fiksirati. Verjetno bo treba okvir dol vzeti, oziroma sigurno bo treba okvir dol vzeti, pa najbrž pol kar skozi z enim vijakom oziroma knipingom skupaj prešraufati in okvir in tablico. Tako da bomo videli, kako bo šlo. Ok, tablica je dol, luč sem provizorično zadaj zahaklil. Se moramo probati, če se havba odpre. Kar se, to je glavno. Zdaj pa problem, da se tle seveda nobena luknja od nosilca ne prekrije z luknjo od tega okvirja za tablico. Tako da zdaj bom verjetno eno dodatno luknjo naredil, oziroma dve, eno tukaj in eno tukaj skozi nosilc, pa pol to vse skupaj privijačil not. Tako da manjša komplikacija, ampak nič, kar se ne bi dalo rešiti. Evo, luč je v redu. Teli vijaki se zdaj, oziroma luknje se lepo pokrijajo, sem pa dobil okrepitve, tako da bo Damjan se lotil akumulatorja, ki ga je treba ven vzeti, zato da bomo lahko kable not v kabino speljali za knof, za prižgati luč. Je pa problem, da nimam primernih vijakov za tole privijačati, sem mislil, da so zraven v setu, pa niso, tako da bom zdaj kar od kemperja dol, bom pač odšraufal okvir registrske tablice in vzel vijake, pa pol v priliki v mestu kupil primerne nove, ker zdajle se mi res ni za 1 uro voziti, plus tega bi izgubil eno smer 1 uro, se pravi 2 uri, pa še malo v trgovini, ko bi prišel nazaj, bi bilo že skoraj konec dneva. Ampak ja, je pa tudi kemper malo zdaj zoprno, ker je pokrit, tako da bom mogel ga odkriti, no, samo tle spredi in vzeti dol tablice. Ok, luč je pritrjena.
Zdaj pa tlele pa že Damjan preštimo. Vista samo ena takale goba, luknja je že pripravljena. Tle se vidi, kako gre v motoren prostor. Tako da tukaj bomo zdaj kabel skozi potegnili. Bo pa treba še celo to plastiko pod volanom stran dati. Tukaj je neko staro stikalo, ki nič ne dela, ampak je tudi naknadno dan. Tako da, ko bomo to plastiko dol dali, bova pogledala, no, kaj spodje ta stikalo kam gre. Če nikamor ne gre, če je res mrtvo, bova nova stikala sam s tem zamenjala. Tako da, to je bilo še najbolj elegantno. Tele plastike so šle presenetljivo dobro dol. Zdaj pa samo ene par takole tork svijakov na različnih mestih. Tako da vse to je treba stran dati, pa naj bi plastika sam dol padla. Pa bomo videli. No, tole je to stikalo, ki zdaj smo ovrgli vse dvome o njegovem delovanju. Čim bolj na tesno. Evo ga. To. Ne pa sam nekoga, da bo to zadeval. Zaenkrat gre vse zelo dobro po planu. Smo že na stopni, da bomo to vse skupaj probali skupaj povezati. V bistvu je tole ful enega kablovja in izgleda ful zakompliciran, ampak je sila enostaven. Tle je tak relé, ki vklaplja to luč, samo kadar dobi signal od dolgih luči. In zraven imaš pa še svoje stikalo noter, se pravi, da luč gori samo, ko so prižgane dolge in ko ti hkrati še vklopiš stikalo. Če na stikalo noter niso prižgane, bojo gorele samo dolge, če pa dolge ne bojo gorele, pa nič ne bo gorelo. Tako da to en kabel iz tega releja gre naprej na uno stikalo, potem sta tele dva krajša, to gre direkt na akumulator, od koder luč vzema tok, ker ne smeš vzeti toka direkt iz dolgih luči, ker se znajo zadeve pregrevati, ker to je 760 W luč. Pa je tole, ki gre na luč, kabel, pa tle sta pa dva taka adapterja, da v bistvu, kjer imaš žarnico za dolgo luč, v žarnico najprej vštekaš to, pa tukaj dovod od avta na dolgo luč in iz tukaj gre pol en kabelček, ki ga tukaj povežeš. Tako da je to pol samo tisti signal, da se ta dolga luč lahko vklopi samo ob glavnih dolgih lučeh. Tako da to je treba zdaj vse lepo povezati, noter tudi lepo speljati te kable, to je verjetno še najbolj zahtevno delo, oziroma tako zoprno. Pa bomo mogoče lahko že probali, pa upamo, da bo delala. Da se zahokla. Zadeva. Še ne. Tudi to ne bom lepo naredil. Ja, zdaj bi mogel jeziček gor, pa bi cela luč mogla vam pasti. Evo jo. Simpel. Grem jaz po stolček, da postavimo gor. Ja, po mojem tudi, ti ni treba, ne. Bo? Super.
Ja, onga pokrovčka pol nisem nič prerezal, sem sam prepognil pa kar pokril, tako Ja, da super. zdaj sam še za urediti to kablovje. Opazi one kabelje orank napet. Saj sem spet zrnil. Še test po noči, tole so kratke luči, tole so zdaj dolge, pa še tele delovne. Tako da je bil uspešen projekt.